V občini Moravče smo pred kratkim odprli Vegovo pot. Pravzaprav smo zaključili en izziv, ki se je začel leta 2011 in je potem 2013 Dolska stran naredila, mi pa malo, s parimi tablami. Smo zdaj to poboljšali, izboljšali, naredili, kot vidite tudi tablo tukaj zraven s poučnimi tablami, s postajališči, s klopcami in vsemi stvarmi, kar pripada eni taki poti, ki naj bi bila rekreativno poučna. Poučna v več smislih. Torej, vsak individualno bo sam lahko prebral celo zgodbo o Vegi, lahko bo prebral zgodbo o biotopih, ki živijo na Moravškem in se na ta način poučil. Obenem bo pa seveda tudi naredil en kvaliteten sprehod, ki smo ga seveda ločili na več delov. 24. junija smo odprli, bom rekel, prvi del poti. Žal to ni še čisto dokončano. Skupaj z občino Dol bomo končali seveda tudi na drugi strani še pot do Zagorice, kjer bo tudi poleg same njegove rojstne hiše še en tak priročni rekreativni parkec. Medtem ko bomo na naši strani morali še narediti za strokovnjake izučiti vodiče, narediti literaturo, sestaviti nove zemljevide, tako da je še nekaj dela. In bo to tudi potem sestavni del enega planinskega vodiča, ki bo vseboval ne samo to pot, ampak tudi vse ostale stvari, torej poti naokoli, kot je rekel župan, da bo občina privlačna tudi za starejše, za družine, poti, ki bojo sestavljale pot maksimalno do 3 ur, od gor do dol, torej celo pot. In prav tako je tudi tale pot zasnovana. Če jo malo boljše pogledamo, začnemo tule v Moravčah na 380 metrih, cele 3, kot smo ta trenutek nadmorske višine, in se potem spuščamo gor in dol. Po različnih koncih smo jo razdelili do 8. točke, v bistvu na 2 dela. Zakaj gre? Prvi del bi radi, da je zelo poučen tudi za srednjošolske skupine in smo ga prilagodili tako terenu kot njihovemu času, kot ga imajo za tak pouk v naravi. In tako gre za 2 triadi v osnovni šoli, potem pa še za srednje šolce in temu primerno bomo tudi naredili kasneje posebno literaturo še za njih. Skratka, teh 8 točk se pravzaprav giblje samo gor in dol, nekje na isti nadmorski višini, tako da je lahka in poučna in bi se mogoče v osnovni šoli v Vrhpolju končala s kakšno malico. Seveda jo priporočamo tudi vsem ostalim. Saj povsod stojijo take table, kot jo vidite tukaj, ki bojo govorile na vsaki točki posebej, bodisi o Vegovi zgodbi. Vegova zgodba gre od njegovega rojstva, njegovega učenja, preko šolanja na Dunaju in potem vojaške kariere, predvsem pa skozi izume, astronomske dosežke in druge stvari, boste izvedeli mogoče stvari, za katere sem siguren, da ne veste za vse. Na drugi strani smo se seveda zmenili tudi za naše biotope, ki jih bomo tudi malo kasneje tamle predstavili. In vse je to skoncentrirano na ta, bom rekel, prvi del, ki omogoča pravzaprav v neki uri pa pol do 2 z lahkoto, z malico vred in tako naprej, da se vrne. Prava pot pa je sestavljena iz 14 točk na 17 tovrstnih tablah. Tu za 8. točko se pot seveda dvigne in gremo seveda na skoraj 700 metrov na Buven, kjer je sedlo in meja z občino Dol, na kar se približno 1 kilometer spustimo potem za 80-90 metrov dol do Zagorice pri Dolskem, kjer je tudi rojstna hiša Jurija Vege. Torej, to je ta pot iz naše strani in temu primerno za njo potrebujete tam približno 2 uri pa pol hoje. Seveda, če se boste ustavljali malica ali pa toliko več, v lepem vremenu je to primerno, kajti tu gre pot skozi gozd, skozi naravo, v senci in je na ta, ko bi rekel, bolj strm del tudi tako narejen, da se izogne bodisi cestam, bodisi odprtim prostorom, razen na 2 točkah pod spodnjo Javoršico, ki itak slovi skupaj za svojo okolico, prav tule na 11. točki smo postavili klopco, kjer vidite kompleten spektr Kamniško-Savinjskih Alp in seveda Domžalsko-Kamniške doline. Preselili smo se do druge table,
na štartnem mestu v našem Moravškem parku, tukaj skupaj s Klopco, ki govori o biotopu. Torej, tule imamo Jurijo Vego, biotop in vse te table z biotopi so zopet skoncentrirane na teh naših 8 točk, ki sem jih že prej omenjal, ki potujejo tu spodaj in so se naši Društvo rokodelcev, Turistično društvo Moravče in njihovi sodelavci zasično potrudili, da so izkoristili vse vidike tovrstnega znanja in predstavili našo dolino tako, kako bi rekel, malo bolj razvito, starimi sadovnjaki, starimi stvarmi, torej tisto, kar je človek vplival, sčistil gozdove, travnike, pašnike, do tistega, kar sama narava skozi stoletja in tisočletja ponuja v gozdovih. Tule prav na tej strani vas tabla, kot smo prej videli na zemljevidih, vodi skozi to, kaj se skozi biotope, skozi naravo v Moravčah hoče predstaviti. Mokrišča, gozdne robove, gozdove, travnike in že prej omenjene sadovnjake. Vegova pot je seveda opremljena na vseh 14 točkah in tule kot župan vas upelje z njo. Mi pa vas osebno vabimo, da jo obiščete, tako kot sem opisal, lažja pot do 8 točk, malo težja do vseh 14, do sedla in potem še spust do njegove rojstne hiše, kjer lahko pokličete oskrbnika, kjer vas bo prijazno sprejel, 1 evro je vstopnina, kjer vam bo mogoče še kaj drugega pokazal. V pripravi imamo pa seveda tudi film o življenju, ki bo za zaključene skupine vedno možen ogleda na štartu teh poti. Torej, pojdite sami ali z nami, dobrodošli v Moravčah.